Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjska Gora s Planico je ta teden gostila dneve slovenskega turizma. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil primernost lokacije za postavljanje temeljev za dolg polet do novega turističnega rekorda. Zato pa bodo ključni tako inovativna turistična ponudba, kot tudi usposobljeni in motivirani kadri. V ospredju srečanja je bila strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 do 2021, ki jo je vlada sprejela 5. oktobra. Turistična zveza Slovenije je na tem osrednjem turističnem dogodku v Sloveniji med drugim podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru tekmovanja Moja dežela lepa in gostoljubna, letos že 26. zapored. Začela ga je leta 1991 v osamosvojitvenem letu, ko je postala Slovenija nova destinacija na svetovnem turističnem zemljevidu. V akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, ki je v dobrih 2 desetletjih prerasla vse slovensko gibanje, sodeluje že več kot 2/3 slovenskih občin, tudi v najbolj odmaknjenih delih države. Projekt omogoča še sodelovanje na mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente Florare. Slovenija je iz leta v leto čedalje bolj urejena, k čemur zelo prispevajo prav turistična društva z več kot 40.000 člani in drugi sodelavci s prostovoljnim delom. Nagrada je šla letos denimo tudi v Mojstrano, obenem pa je potekal še gostinsko-turistični zbor. Letos se je na različnih tekmovanjih pomerilo okoli 300 udeležencev, od tega več kot 100 iz srednjih šol. Nagrade so šle tokrat tudi v kamp Špik v gozdu Martuljku in podjetje Hit Alpineja. V sredo je bila seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Volili so elektorja za volitve predstavnikov državnega sveta. To sta Bogdan Janša in Andrej Žemva. Svojega predstavnika za člana državnega sveta pa Kranjskogorska občina letos nima. Naslednja seja bo 8. novembra, ko bo na dnevnem redu tudi prvo branje proračuna za prihodnje leto. Sejo so imeli tudi v Bohinju. Sklepe takole povzema župan Franc Kramar. Ja, bila je kratka seja, zelo pravzaprav smo se sklicali zgodaj zaradi tega, ker smo mogli izvoliti elektorje za kandidate za državni svet. Prva točka je bil zelo pomemben statut občine Bohinj po dolgotrajnem usklajevanju različnih mnenjih, umiku točk z dnevnega reda statuta smo se končno uskladili, tako da je dobil 2/3 podporo in je danes sprejet. Isto so bile dopolnitve in spremembe poslovnika občinskega sveta, na isti način so bile v preteklosti različna pojmovanja in žal nam do danes ni to uspelo, danes je to uspelo in sem vesel, da imamo nov statut in pa nov poslovnik. Hkrati so pa potekali tudi volitve elektorjev za predstavnika v državni svet. Mija Ogrin in pa Jožef Cvetek sta na tajnem glasovanju bila izvoljena in bosta predstavljala občino Bohinj pri volitvah svetnikov v državni svet. Prihodnja seja bo v drugi polovici novembra, je pa to proračunska seja, glede na dejstvo, da moramo do novega leta sprejeti proračun, tako da bo daljša kot današnja, ampak vseeno se mi zdi današnja tudi pomembna. Statut konec koncev je ustava neke občine in tukaj se mi zdi, da so naredili danes svetniki vseeno veliko delo. Včeraj je bila društvena vaja prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Oktober je namreč preventivni mesec, ko gasilska društva pripravijo vaje, pregledajo opremo in gasilne aparate ter na mlade z raznimi predavanji prenašajo izkušnje in znanje. Vaja je potekala v naselju Bezje. Ja, današnja predpostavka je bila požar v večstanovanjski hiši v visokih stavbah z namenom, da končno uporabimo novo pridobljeno avtolestev, saj za osnovne stvari reševanja iz višin
V kasnejših situacijah bomo sigurno naredili še kakšno vajo, pa bomo še pač ostale stvari sprobali. V bistvu je namen samo zato, da smo mi spet sprobali izvesti notranje napade na način, kakor se pač izvajajo, da se gasilci čim manj zmatrajo do tistega trenutka, kjer je treba reševati in uporabiti največje napore, pa da spravijo čim hitrejši ven vse tiste, ki so noter ostali bili ponesrečeni ali pa kako drugače. V bistvu je vaja potekala tako, da smo z kombiniranim vozilom vstopili v objekt, trebalo potegniti cevovod do mesta, kjer je bil požar, potem drugi so mogli začeti reševati ponesrečenca oziroma tistega, ki je ostal v stanovanju v 5. nadstropju. Celo 2 sta se pa zatekla na stopnišče zadimljeni in jih je bilo treba spraviti ven. Seveda prioriteta je prvo reševanje ljudi, živali, kasneje seveda na to pa gašenje in ostale stvari. Zdaj udeležba je bila mogoče manjša, zaradi pač drugih izrednih situacij, ni važno, ampak v vsakem primeru je pa saj ena osnova, da so saj tisti prišli, ki smo zmeraj zraven. Kakorkoli je bilo speljano, se mi zdi, da je bila vaja uspešna. Pozdravljamo, vaja je zaključena. Ja, hvala lepa. Dvorana Vitranc je včeraj gostila Oktober 3 Fest, festival 3 dežel za ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Nastopili so Veseli Begunčani, Veseli svatje, Ekstra kvintet, Slovenski muzikantje in Die Grazer Spatzen. Ponovno se je v Kranjski Gori zbrala kar pestra druščina ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Že 8. zapored smo gostili prireditev Veselo v Kranjsko Goro oziroma že 2 leti Oktober 3 Fest. Lahko rečem, da predvsem na to prireditev pridejo ljubitelji glasbe z področja Nemčije in pa Avstrije in tako kot prejšnja leta se jih tudi v letošnjem letu zbralo kar nekaj. Gre za prireditev v sredi meseca oktobra, ko Kranjska Gora nekoliko spi in prav s takšnimi prireditvami želimo v Kranjsko Goro pripeljati ljudi in pa obiskovalce, ki si želijo poleg lepot, ki jih Kranjska Gora nudi, popestriti svoj vikend tudi za glasbo in mislim, da je ta dogodek eden tistih, ki pritegne kar lepo število ljudi, tako kot sem rekel, že 8 let zapored. Pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. No, zopet smo na festivalu 3 Fest, tako da na tem letošnjem nastopajo, kot vidite v ozadju, ansambel Veseli svatje, ki prihajajo iz Gorenjske, potem imamo Ekstra kvintet, to so mlade punce, ki prihajajo iz Koroške, potem legendarni slovenski muzikantje, potem zopet ena grupa, ki prihaja skupina iz Gradca, iz osrčja Štajerske, Grazer Spatzen in na koncu še mi kot Veseli Begunčani. Malo po polnoči pa je sledilo še posebno presenečenje za direktorja turizma Kranjska Gora Blaža Webra. Pripravili so mu ga njegovi sodelavci, saj je praznoval 40 let in presenečenje je več kot uspelo. Danes smo 22. oktober. Tamle vidite 40, ampak to je 40 km na uro. Bi prosil predsednika oziroma direktorja LTO Kranjska Gora Blaža, da pride tukaj do odra. Gospod Blaž, zdaj lahko že rečemo gospod, 40 let. Dragi Blaž, čeprav si bolj ljubitelj dejanj, ti bomo vseeno namenili nekaj besed. Zate ni ovir, so izzivi, ni slabih odločitev, so izkušnje. Ni krize, je le priložnost. Zate kozarec ni napol izpraznjen, je napol poln, kjer je še dovolj prostora in lufta za kreativnost. Saj veš, tako, da bo seksi. Pri tebi so vrata vedno odprta. Za pogovor, za smeh, za pogled iz druge perspektive. No, tudi če kdaj pozabiš ključe. In hvala Bogu za dvojnike. S tvojo duhovno rastjo, nenehnim učenjem in željo po raziskovanju rastemo tudi mi. Se učimo, kreativno razvijamo, povezujemo, ne obsojamo, ampak razumemo. In kot sam praviš, 70% svojega življenja preživimo v službah.
Hvala ti, da se konstantno trudiš, da je naše službeno okolje polno izzivov, priložnosti in sproščenosti, da službo doživljamo kot druženje s skupnim ciljem in odgovornostjo. Želim ti obilo zdravja, iskrivih nasmehov, toplih objemov ter iskrenih pogledov. Tvoji sodelavci. Maruša, hvala. Velikrat se ne zgodi, da ostanem brez besed, ampak zdaj sem. Ja. Hvala vsem, ki so v teh parah besedah povzeli kar nekaj tega, kar dejansko sem. In hvala predvsem mojim sodelavcem, ki stojijo za mano, pa ki so to občutili. Tako da brez njih tudi tega, kar v bistvu zdaj zadnjih par let v Kranjski delamo, ne bi bilo in se mi res iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vsem, ki ste danes prišli na ta dogodek in kako sem na začetku rekel, res čisto brez besed in sem tako počaščen, da vam ne znam tega povedati. Res najlepša hvala, vsem lep večer še naprej. V Bohinju pa je bilo preteklo nedeljo slovesno, saj so na dno jezera potopili njihovega bohinjca, vino. Četrti tradicionalni potop in dvig bohinjca je tokrat, kot lahko vidite, naročili smo lepo vreme. Z veseljem sporočam, da po enem letu, ko nam je bohinjc 2015 zorel v globinah Bohinjskega jezera na 35 metrih, moram reči, da je odlična cvetica, diši zelo dobro, barvo je pa tudi ohranil, tako da smo zelo zadovoljni. Bohinj ni vinorodni okoliš. Leta nazaj smo začeli s trgatvami, ker nam je pač ostajalo grozdja, ostajalo nam je soka, marmelad smo se prenajedli in je prišla ideja za šankom, tako kot ponavadi pridejo najboljše ideje, zakaj ne bi imeli svoje pijače. Kot sem že omenila, ker Bohinj ni vinorodni okoliš, ne moremo imeti vina, imamo pa lahko fermentirano pijačo iz domačih brajd. Tako so se Bohinjci vzeli skupaj in so ustanovili Bohinjsko ljubiteljsko društvo, brez članarine, kdor prinese kaj grozdja, je avtomatsko član. In tako se vsako leto zbiramo, imamo dva krovna dogodka, eden je današnji potop bohinjca na obali Bohinjskega jezera, drugi je pa martinovanje pri Tripiču. Namen vsega tega je druženje in zabava. Torej, lansko letna trgatev nam je prinesla okoli 1000 kilogramov grozdja in iz tega se je potem naredilo vino. Seveda pred spustom v globine jezera ni šlo brez blagoslova. Negovan in vzgojen z bohinjskimi rokami, krščen po zapovedi svetega Martina in vinskega boga Bakusa, kateremu te sedaj darujemo in prosimo za milost, da nam tudi naslednje leto nakloni dobro letino. Tvojo upojnost izročamo globinam Bohinjskega jezera, ki se napaja iz skritih vodnih zakladov slapa Savice, s katero smo te krstili. Tam boš čakal dne, ko boš ponovno obujen in dvignjen iz globočin, obogaten in z izkušnjo, ki ti jo bo dala leta staranja na dnu jezera. Tvoj von bo še bolj mamljiv in tvoj okus še bolj zrel in opojen.
Bohinjca imamo shranjenega na 25 metrih globine, na skriti točki, ki jo včasih še sami težko najdemo. Tam je pač celo leto, občasno gremo pogledat, kakšno je njegovo stanje, ampak se stanje čez leto praktično ne spreminja. Je na konstantni temperaturi tam nekje med 6 in 7 stopinjami. Vsako leto nas je pri samem dvigu z točke, kjer imamo shranjenega, nekje 2-3 potapljači plus ekipa na čovnu, ki pomaga pri dvigu, ker je kišta sama dosti težka. Tudi pri samem postopku, ki ga izvajamo tukaj za javnost, sodeluje več potapljačev, pa naša ekipa na čovnu. Idejo je pohvalil tudi bohinjski župan Franc Kramar. Ja rečem, da sem vesel, da je pač to preraslo v tradicijo. Dejstvo je, da je res malo nenavadno, da v Bohinju ljudje gojijo trto. Je pa tudi dejstvo to, da znajo iz te trte narediti vino, kar je pa za Bohinj specifično, glede na to, da pač nismo vinorodno območje, ampak vseeno tukaj predvsem velja namen in pa volja in pa druženje, skratka vse tisto, kar jaz mislim, da more pri takih dogodkih biti prisotno. Za dobro vzdušje na obali jezera so poskrbeli plesalci in plesalke vseh generacij. Po potopu Bohinjca zdaj kmalu sledi še martinovanje. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. Jutri ob 18. bo v dvorani Krajevne skupnosti Rateče Planica predavanje Zdravilne gobe. Predaval bo dr. Andrej Gregori z Zavoda za naravoslovje. Drugi festival poezije Verzionar bo na Jesenicah potekal v petek in soboto. Pripravljajo zanimiva srečanja s slovenskimi pesniki. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani muzejski večer z naslovom Invazivke na poti. Predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. V soboto ob 10. se v Mojstrani znova lahko odpravite na rajže po poteh triglavskih pravljic. Pa smo pri koncu še ene Kronike tedna. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!